Hvala Maja, dober dan. In še enkrat Cankarjev, dober dan. Mi smo se danes zbrali, nisem niti vedela, da je zadnjič, tudi to se mi zdi, da je še bolj slovesno lahko na tejle besedni postaji, zato da bi skupaj proslavili Ivana Cankarja in njegovo ustvarjanje. In verjetno se boste vprašali, ali to spet še samo en dogodek v tej mreži dogodkov, ki so bili že celo leto. Seveda zaključujemo Cankarjevo leto in jaz bi rada izpostavila, da se mi zdi tale dogodek, ki ga danes proslavljamo, nekaj posebnega. Zakaj se mi zdi nekaj posebnega? Ker ne samo, da je ponudil nekaj besedil v antologiji, katero bomo tudi danes predstavili, in sicer gre za antologijo literature Ivana Cankarja, ampak je to antologijo ponesel tudi v svet. Če se je recimo večkrat pri Ivanu Cankarju spraševalo, ali je napisal veliki tekst ali ni, ali je dovolj svetovn ali ni dovolj svetovn, smo v tem letu slišali kar veliko odgovorov in se mi zdi, da tale antologija predvsem tisto drugo stvar potrjuje, da je svetoven, da smo ga, in predvsem to so seveda naredili študentje, ki so ga prevajali, ponesli v različne jezike, na različne dele sveta, in da še malo s prometnim žargonom to označim, običajno se s Cankarjem ukvarjamo na relaciji treh mest: Vrhnika, Ljubljana, Dunaj, ali bolj natančno Vrhnika, Ljubljana, Ottakring. Danes bomo pa to relacijo znatno razširili, in sicer bomo šli do Moskve, bomo šli do Bruslja, bomo šli do Beograda, bomo šli do vseh glavnih mest tam, kjer se uči slovenščina. In torej bomo to našo vožnjo kar popestrili. Sem zelo vesela, da tukaj zraven mene sedita moje sodelavki, ki sta bili že predstavljeni in jo vsi poznate, tako da bom pogovor vodila tako, da se bom seveda obračala k njima s vprašanji. Potem pa, ker sem vam tole obljubila tudi kot presenečenje, ne bo pa seveda na koncu še presenečenje, za katerega že vi tudi približno veste, kaj bo. Torej bi začeli kar s tem, kar je pravzaprav naše današnje srečanje. Torej, mi se bomo pogovarjali o projektu, ampak v bistvu se bomo pogovarjali pa o papirnati verziji projekta, torej o antologiji literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike. In sicer ta antologija je nastala v okviru projekta Svetovni dnevi Ivana Cankarja, kar bomo pa tudi seveda sproti razložili. Najprej bi te vprašala, Mateja, in še to, jaz moram povedati, Maja tole že snema? Ja, to je. Moram povedati, da bom obe kolegici tikala, ker smo pač kolegice in ne bi mogla speljati tega pogovora z vikanjem. Torej, Mateja, rada bi te vprašala, kako si se odločila za ta besedila, torej profesorica Mateja Pezes-Bartol je izbirala besedila iz dramatike in še boš sama razložila, kako, zakaj si se odločila ravno za ta besedila, kaj je bil ključ izbire. Ja, tudi jaz vas vse res lepo pozdravljam in sem vesela, da lahko skupaj praznujemo to antologijo. Mogoče najprej uvodoma, sami veste, Cankarjevo leto se izteka proti koncu, ponudilo je ogromno dogodkov, so se pa dogodki, tak je vsaj moj občutek, v veliki meri ukvarjali z življenjem Ivana Cankarja, z različnimi kraji, ki jih je obiskal, z različnimi podatki, Cankar v filmu, Cankar v stripu. Tako da pravzaprav naša ideja je bila pa že v osnovi, da mi se pa želimo ukvarjati z literaturo Ivana Cankarja in da želimo spodbuditi branje Ivana Cankarja. Jasno je, da ne pričakujemo zdaj, da bodo vsi, pa sploh recimo tudi študentje po svetu, pa tudi na splošno javnost doma prebrali vseh 30 enot zbranih del. Tako da je bila že osnovna ideja, da bi naredili čitanko, torej nek kratek izbor besedil, za katere ima vsak od nas čas, da vzame v roke, prebere in dobi en tak sprehod skozi Cankarjevo življenje in na nek način, da bodo skozi ta besedila skozi ta besedila prosevala tako Cankarjeva ideja, kot tudi njegova osebnost. Tako da osnovna ideja je bila torej, da bo čitanka z odlomki in da bodo te odlomki zelo različni.
torej bodo literarni, bodo vključevali vse literarne zvrsti in pa hkrati tudi publicistična besedila, esejistična, njegova predavanja, njegova pisma. In pa še ena stvar, za katero smo se pač odločili tako malo intuitivno, pa se je na koncu izkazala jaz mislim, za eno najboljših potez, da bodo ta besedila razporejena kronološko. Tako da vi vstopite v ta Cankarjev svet s pismom Ani Lušinovi. Ana Lušinova, Cankar je mlad, Cankar je zaljubljen, nato sledi erotika in tako naprej se sprehodite skratka čez njegovo ustvarjanje. Zdaj pa vprašanje, kako sem jaz zbirala besedila, torej zbirala sem seveda dramatiko, vsi veste zakaj, to zame ni bilo težko, mogoče bolj v smislu tega, da sem malo obremenjena, ker pač te odlomke poznam a ne zdaj dam nekaj čist novega, nekaj konvencionalnega kaja. Tako da odločila sem se skratka za odlomke, ki so po eni strani nekateri zelo antologijski, bom rekla, drugi pa mogoče ne tako zelo znani, ampak še vedno v dramatiki so praktično vse pasaže več ali manj znane. Sem pa upoštevala to, da so nekateri prizori bolj intimni, drugi družbeni, in pa upoštevala sem to, da so v enih prizorih nastopata dve osebi, torej da gre za duolog, za pogovor dveh, polovica prizorov pa je skupinskih. To se mi zdi pomembno tudi zato, ker se te odlomke potem, recimo na tujih univerzah, študentje lahko tudi uprizorijo, pa tam, kjer jih je malo, lahko dva igrata, kjer jih je veliko, lahko zaposlijo celotno skupino, da se kaže tudi ta dialog, neka argumentacija, dinamika, replik v Cankarjevem dramskem ustvarjanju. Druga moja domača naloga pa je bila tudi izbrati besedila iz njegove esejistike, publicistike, pisem. Skratka, z tega nekega zelo, zelo širokega področja. Tudi tukaj sem pač imela idejo, da želim nekaj osebnega, torej pisma, želim Cankarjeve govore in želim tudi Cankarjeva besedila o umetnosti. Tako da to je bilo nekako vodilo, zato boste našli v antologiji, torej pismo Ani Lušinovi, pismo Lavoslavu Šventnerju, našli boste njegova predavanja, odlomke, našli boste Belo krizantemo, pa tudi nekaj odlomkov, ki mogoče smo že pozabili, da jih je Cankar napisal, ampak so bili meni všeč. Tako da na kratko. Ja, hvala. No, jaz sem na začetku pozabila povedati, čeprav sem bila zelo zanosna, da ste vi v bistvu zelo srečna generacija, ker prvič smo letos vključili tudi slovenske študente v ta projekt. Ti projekti, svetovni dnevi potekajo, se bo potem Mojca še več o njih povedala, že kar nekaj let, ampak nikoli pa nismo imeli niti toliko moči in pa časa, da bi še Slovenijo vključili, ker se to vedno nekako pozornost proti tujim univerzam usmerja. In letos smo vam to omogočili, mi smo že, oziroma ste bili že povabljeni na igro Klanec, ta igra se je že igrala, imamo tudi tule kolegico, ki je pač bila med glavnimi, Mateja Lutar, ki je to igro naredila. Potem smo si ogledali tudi film 1000 ur bridkosti za 1 uro veselja. Torej, smo že nekako začeli in to je pa danes tisto zadnje, kar bomo... Kulminacija. Kako? Kulminacija. Kulminacija. To je pa tisto, kar bomo danes neko sintezo vsega skupaj naredili. No, glede na to, da sem jaz prej povabila eno sestavljavko k besedi, bom zdaj kar v dvojni vlogi bom še sebe povabila k besedi. In sicer, Alojza, zakaj si izbrala to, kar si izbrala v tej antologiji? In odgovarjam takole. Moja želja je bila, da bi se malo prevrednotilo to, kar tudi jaz vam predavam, razmerje različnih zvrsti v Cankarjevem ustvarjanju. Še vedno mislim, da je Cankar odličen dramatik, tukaj ne bi nič oporekala, ampak smo malo zanemarili, da je tudi odličen pripovednik in da se nekatere stvari, recimo, vsi smo poznali Na klancu in vsi smo poznali Hišo Marije Pomočnice, bolj ali manj, ampak nekatere stvari se pa vendarle niso še dovolj raziskovale. Tako da je bila pač moja naloga, da predstavim pripovedništvo in predstavim tudi poezijo. Pri poeziji ni bilo tako težko, ker je bila samo ena zbirka, erotika, in tukaj tudi z veseljem
Pozdravljam prevajalca, ki je prevedel erotiko v bolgarščino, Ljudmila Dimitrova, profesorja, ki je tu pri nas in je ta erotika že, kot si rekel, tretji ponatis doživela. Tako da vidimo, da je Cankar svetoven, to je še eden dokaz, da se širi vse povsod. Torej, zakaj sem si izbrala poleg teh dveh romanov, ki jih poznate, še roman Tujci? Roman Tujci je prvi roman Cankarjev, 1901 je bil objavljen in je v bistvu roman, o katerem je že dolgo časa razmišljal in se je pravzaprav zelo trudil, ko je pisal ta roman, znatno bolj kot recimo pri dramatiki, kjer, ko je pisal dve drami vzporedno, ni nikjer zapisoval, kakšne dileme ima, kako težko piše, saj dileme je vedno imel, ampak pri pripovednem tekstu je pa zelo jasno pisal, da ne ve, kako bi ga opredelil, kaj bi sploh naredil in dejansko vidimo, da je roman Tujci pravzaprav šele prehodno besedilo potem k romanu Na klancu in šele na klancu vidimo tisti pravi spoj, ki ga mi poznamo, torej realizem, simbolizem in personizem. Potem pa sem imela tudi to možnost, da sem črtice izbirala, seveda smo pa bili omejeni, to prej nismo povedali, iz 30 knjig smo morali izbrati 30 enot, smo morali mi izbrati 30 strani, torej veste, kako smo bili omejeni, zakaj, ker se je to potem prevajalo in je že tako zelo debelo, zato smo morali seveda paziti. Jaz sem si izbrala črtico o človeku, ki je izgubil prepričanje. Zakaj? Ker se mi zdi, da je takih ljudi ogromno in da je Cankar to, da so ljudje brez hrbtenice in da popolnoma podlegajo vsem različnim špekulantskim stvarem, da so manipulirani in sploh manipulacije ne zaznajo, tako dobro opisal, pravzaprav kot parabola. Vse je realistično, ampak vsaka stvar ima pa tudi še neko svojo simbolno vrednost. Tako in tako bomo mi potem vam dali še prostor in čas za vprašanja, tako da bi jaz zdaj se kar obrnila k svoji drugi kolegici, torej k doktorici Moci Nidorfer-Šiškovič in bi mi tole našo papirnato knjigo postavili v širši kontekst, torej v kontekst Svetovni dnevi Ivana Cankarja. Bi lahko kaj povedali? Torej, kot je bilo že omenjeno, antologija literature Ivana Cankarja je nastala v prevodi v 21 jezikov, so nastali na univerzah po svetu. Kot mogoče že veste, imamo slovenščino v obliki lektorata, pa tudi v obliki študija na 60 univerzah po svetu in z učitelji, ki poučujejo na univerzah, tesno sodelujemo. In tako je takole decembra 2004 nastala ideja, ko smo organizirali prvi skupen velik projekt, kako bi ga poimenovali in smo rekli Svetovni dnevi. Vse je logično, ker je po celem svetu. In tako so nastali Svetovni dnevi in do sedaj smo jih že v bistvu izpeljali kar 9 tovrstnih projektov posvečenih. Največ je bilo posvečenih slovenski literaturi in tako je v letošnjem letu oziroma lansko leto, ko je bilo omenjeno, da bo to Cankarjevo leto, smo rekli, to je naša tema, mi moramo to predstaviti našim študentom, učiteljem, tudi univerzitetni javnosti, tudi slovenskim društvom po svetu in tako smo šli v ta projekt skupaj s profesorji na oddelku za slovenistiko. Seveda tudi učitelji, ki poučujejo slovenščino po svetu, se nekako vsi poznamo Cankarja, ampak niso se pa na novo ukvarjali s tem, zato smo imeli že najprej predavanja. In predavali sta obe profesorici in tudi profesorica Mojca Smolej o Cankarjevem jeziku. Vse to lahko preberete v uvodnih spremnih besedah, ki so strokovne o teh Cankarjevih delih v antologiji in njegovem jeziku. Potem pa so študenti prevajali nekako pol leta skupaj s svojimi učitelji in to knjigo je prevajalo 218 študentov. Potem pa so njihova besedila dobili v roke pregledovalci, ki pa so profesori. Seveda so tuji jeziki, njihovi materni jeziki, tudi profesor Ljudmil Dimitrov je sodeloval in pregledoval besedila za bolgarščino. V glavnem so bili profesori, ki že delajo, učijo slovenščino na tujih univerzah.
Kar 52 jezikovnih pregledovalcev smo imeli. No, potem sodelovalo pa je 45 učiteljev, ki pa izvaja lektorate na tujih univerzah, tako da ogromna množica ljudi. In potem so šle korekture z celega sveta v uredništvo. S kolegico Matejo Lutar smo to vse pregledovali, postavljali, približno po 6 korektur je bilo za vsak jezik, tudi v japonščini, tudi v kitajščini, v približno 5 cirilicah. Tako da, vse veste, to je malenkost obvladati toliko jezikov. No, in na koncu je nastala takšna antologija. Študenti so imeli seveda veliko težav, že jih imajo slovenščino, ker se učijo slovenščino kot tujega jezika, tako kot se vi učite recimo angleščino ali češčino, ruščino in tako naprej. Potem so pa nekako se srečali s Cankarjevim jezikom, ki je zelo zahteven. Tako da mi smo poudarili, da gre za študentske prevode in vedno, ko organiziramo to vrstne projekte, gre tudi za to, da skušamo študente navdušiti za prevajanje slovenske književnosti, da spoznajo avtorje, da se poglobijo v slovensko književnost, da se srečajo tudi nekako s kulturnim ozadjem prevodov oziroma besedil in da nekako začutijo, če bi bilo to lahko njihovo delo tudi v prihodnje, mogoče njihov poklic. Hvala. A imaš še mogoče, lahko poveš o kakšnem dogodku, kakšnem posebnem, ker to je bilo pa kar nekaj zdaj s tem povezanih? Ja, tisti, ko spremljate mogoče Slovlit, zdaj kar za povrstjo nekako se vrstijo poročila naših učiteljev, Cankar v Beogradu, Cankar v Kelnu, Cankar v Tokiju. In jaz imam tukaj približno 17 strani različnih dogodkov, ki so jih napovedali učitelji na tujih univerzah. V okviru svetovnih dni, ki jih tudi potem izvedemo na koncu vsakega tega velikega projekta, da se nekako predstavimo tudi javnosti. V letošnje svetovne dneve smo vključili antologijo, se pravi branje antologije v veliko jezikih, potem pa tudi igranje klanca, družabne igre in pa oba letošnja nastala nova dokumentarna filma, ki ste jo tudi imeli priložnost videti na Filozofski fakulteti. Tako da to je bil naš komplet za letošnje leto, pri tem je sodelovala tudi RTV Slovenija in producenti filmov, tako da v vsakem takem velikem projektu povežamo več inštitucij, sodelovala so veleposlaništva pri predstavitvah in dogodkov je bilo res ogromno. Seveda v mestih, kot je Dunaj, kot je Trst, so imeli tudi sprehode po mestih, po lokacijah, kjer se ustavljal tudi Cankar. Potem recimo v Beogradu je bila organizirana študentska konferenca, mogoče je kdo tukaj, ki ste se jo udeležili nekateri, prišli so tudi študenti iz Varšave, pa še, mislim, da še tudi od drugod, ampak jih ne vem zelo naštet. Tako da zelo raznovrstno je bilo. Je pa vedno tako, da v bistvu zdaj so učitelji že nekako profesionalci v organiziranju tovrstnih dogodkov in si vsak nekako pripravi svoj program in ga organizira že pol leta vnaprej. Recimo, zelo veliko dogodkov je bilo v Avstriji, tudi recimo z gostovanjem Ervina Kestlerja, ki je prevajalec Cankarja v nemščino, zelo dober prevajalec. Tako da to je potem sprožilo, da so bili tudi recimo v medijih je bilo veliko objav. In tako je bila recimo objava o Cankarju tudi v Die Presse na Dunaju 9. decembra, pa recimo na RTV, če ste videli soboto zvečer na Dnevniku. Tako da nekako vse se nekako združi v eno sliko potem in mislim, da smo naredili kar veliko delo na ta način. No, v bistvu se zdaj približujemo tistemu, o čemer smo že prej govorili, da je Cankar svetovni avtor. Mateja, kaj ti misliš? Je to res? Je to zgolj naša želja? Oboje je res. Je svetovni avtor in to je naša želja. Ja, zagotovo gre za avtorja, ki ima tudi svetu za ponuditi besedila, ki so
te besede, ki se velikokrat ponavljajo, univerzalna, ki so aktualna. Seveda vedno je vprašanje, kaj pa to pomeni, da je univerzalno, zakaj pa je aktualno. Sama se ukvarjam z dramatiko in seveda v dramatiki so osebe, ki jih opisuje Cankar, na nek način tudi osebe današnjega časa. Marx in Kantor, to so podobe današnjih ljudi. Dolina Šentflorjanska je nekaj, kar ima vsaka država. Ne? Tako da veliko je teh momentov. Ne? Grudnovka je svetovljanka, to je ena gospa, ki jo lahko postaviš v katerikoli salon, ni nujno samo da eno neko meščanstvo v Ljubljani. Ne? Skratka, Cankar se loteva nekih teh ključnih vprašanj, kaj je tisto, kar je pomembno v življenju. Ko beremo njegov opus skozi leta, vidimo, da je tudi Cankar bil iskalec. Se to ni neko dokončen odgovor, tudi Cankar nam ne ponuja dokončnega odgovora. In ravno to je najbrž tudi ena od kvalitete njegovih besedil, ker ne reče, ta pot je prava, to je prav. Ponuja nam različne opcije. Zato je Cankar avtor, ki vedno zahteva tudi sodelovanje nas, bralcev, neko našo etično presojo, neko našo empatijo, nek naš testen stik z bralcem. Zato tudi zaključuje antologijo, en zelo kratek odlomek iz besedila Šminka, zelo malo znanega teksta, ki govori ravno o tem, da je Cankar pravzaprav zapisal to, kar danes potrjuje nevroznanost. Kaj pomeni branje? Kaj pomeni ta naš vstop v tekst? Tekstov je toliko, kolikor je bralcev. Tako da Cankar se sprašuje, torej, kaj je tisto, kaj je bistvo naše eksistence. In po eni strani, ja, je prepričan, da je to zdaj nek boj za neko demokratično družbo, bi danes rekli, da je to zagotovo nek upor proti inštitucijam, opozarjanje na krivice sveta. Pa po enem tekstu se mu to pokaže za nezadostno. Ta tekst vsi poznate, to so Hlapci. Kaj pa, če to ni vse, če ni ideja vse? Kaj, če obstajajo še druge vrednote, če je mogoče kaj drugega pomembnejšega? Je to ljubezen, je to neko sočutje do drugega, je to srce? Tako da en kup takšnih večnih vprašanj, skozi katere pravzaprav potuje vsak človek. In zato se mi zdi, da Cankar vedno omogoča branje, ne glede na to, koliko smo stari, ne glede na to, na katerem koncu sveta živimo. Ja, če lahko samo dodam še zraven, kaj je mene najbolj presenetilo v njegovi svetovnosti. Recimo zdaj, ko se zelo izpostavlja ekokritika in drugačno razumevanje živali, kot je recimo bilo na začetku 20. stoletja. Vi na začetku 20. stoletja, niti v enem delu, če mi ga boste našli, mi ga prosim povejte, ne boste našli tak odnos do živali, kot ga je imel Cankar. Torej, Cankar ni žival postavil samo kot simbolist, ker simbolist žival izrabi za to, da skozi žival pove določeno stvar, kot simbol. Ampak je v bistvu iz tujega življenja v teh črticah in pa še v nekaterih drugih delih, kjer opiše živali, žival prikazal kot nekaj enakovrednega, enakopravnega in hkrati, da mi lahko gledamo, mi kot bralci gledamo skozi živalske oči, se pravi skozi živalsko perspektivo. To je nekaj povsem novega. Še zdaj, recimo, če boste kakšne stvari, ki se ukvarjajo z živalmi, našli, ne bodo tako moderni. Hkrati, recimo, jaz sem čedalje bolj, že lahko nehala malo, ampak sem še vedno osupla. Moja osuplost in navdušenost je še vedno tako velika pri hiši Marije Pomočnice, tako kot sem že parkrat rekla. Struktura tega romana se mi zdi še vedno tako moderna, da niti eden sodobni slovenski roman zdaj nima take strukture. Poleg tega, recimo, pojav ženske, ženska kot literarna oseba, se prvič pojavi pri Cankarju kot moškemu, seveda Zofka Kveder kot ženska piše o ženskah, ker jih postavlja glavne literarne like ženske, ampak moški doprej, torej do Ivana Cankarja, še ni postavil žensko kot glavni lik ali žensko kot neko suvereno osebnost. Cankar je recimo v romanih, ki sem jih jaz pač analizirala, od 9 romanov je v 5 romanih ženska glavni lik. Pa črtice, če gledamo, so tudi velikokrat ženske glavni lik. Pa ženska ni samo tista mati, ki jo mi poznamo na Klancu,
ampak je pravzaprav posebna deklica, ki jo je Arthur Schnitzler opisoval kot z-se-medel. Ampak je ta z-se-medel popolnoma drugačna. Recimo, dunajska moderna ni poznala take ženske oziroma ženske otroka, to je v bistvu femme fragile, če gledamo recimo skozi to optiko ženske, ampak ni poznala, ker Cankar ne samo, da je dal tej ženski neko posebno lepoto, kar je dal tudi Schnitzler, Cankar je dal še neko etično vrednost, neko večpomenskost, ki je nihče v dunajski moderni nima. In jaz mislim, da zaradi tega se bodo zdaj še znatno več ukvarjali s Cankarjem, ker se je to zanimanje že začelo. Ker pač določene stvari v dunajski moderni ne bodo prav držale, če ne bodo upoštevali tudi Cankarja. In evo, jaz mislim, da presenečenje vsi najbolj čakamo. In sicer zdaj bi povabila najprej bralce erotike, to se pravi bralce, ki nam bodo prebrali dve pesmi, tisti, ki sta izbrani iz Cankarjeve erotike, in sicer najprej bomo v slovenščini, da se vi spomnite, ker vemo, da poznate, potem pa kar pridite sem, bomo slišali še v katerih jezikih. Tole bo zdaj srbščina, pa kitajščina. Da vidimo, kako to zveni. Prva je pesem, naslovljena številom 11. Kadar siješ mi v srce, o prijazna zvezda sreče. V mesta hrup me burno vleče, vsak veselo gleda v me. Ko se ji žalost, moj gospod, mrzla noč okrog me žene. Nikdo ne pogleda mene, le brezup ozrem povsod. Torej, pošli mi nebo, pošli mi vesele dneve, skri mi žalost, skri mi reve, zre le srečo na roko. In naslednja pesem naslovljena Ne vstajaj, ne vstajaj. Ne vstajaj, ne vstajaj, ah moj Bog, kako pohotna ti ustna drhtijo. V objemu trepeče ti belo telo, od mraza ti lica bledijo. Ti ljubica moja, čemu ta strah? Čemu se ozira tvoj pogled plah bolestno naduri na okno? Po veži odmeva neznan korak ob pozni polnočni uri. Pred oknom ziblje se črno drevo, na steklo deževne kaplje bijo, v viharju se stresajo duri. Ne boj se, ne vstajaj, nikogar ni. Otrok tvoj v zibelki mirno spi, tvoj mož sedi v krčmi in pije. 当你照亮我的心，哦，善良的心抚着心，我就被推人震慑的喧嚣，每个人都快乐地投来目光。悲伤，当你成了我的主人，寒冷的夜便将我推搡，没有人向我投来目光，我只看得到遍地的绝望，所以天空啊，在我一程，将我送到那愉快的日子里去。 藏起我的悲伤，藏起我的忧虑，让我拇指锁记着与幸福。不要起来，不要起来，哦，我的天！你那轻柔的嘴唇，颤抖的多么剧烈！你那白色的身体在拥抱中挣扎，你的双颊因寒冷而苍白。你的爱人，你为何这样红肿？ 你那羞涩的双眸，为什么向后望去？为什么痛苦地望向那道门、那扇窗？走廊里回荡着陌生的脚步，夜深了，是午夜了。一棵黑色的树在窗前摆动，雨滴小打着窗，门在暴风雨中摇晃。不要害怕，不要起来，外面没有人。你的孩子正在摇篮中。 静静地沉睡，而你的丈夫正坐在酒馆里豪饮。Kada siješ mi u srce, o ti nežna zvezdo sreće. Umetež grada me burno meće, svak veselo gleda u me. Kad je tuga moj gospodar, hladna noć me ukrug tera. Niko na me i ne gleda, samo očaj vidim svud. Pošali mi onda nebo, pošali mi čile dane. Sakri tugu, skri sve bede.
nek sreću samo gleda oko. Ne ustaj, ne ustaj, ah moj Bože, kako pohotna ti usta drhte, zagrljeno titra tvoje telo belo i od mraza obrazi ti blede. Ti Dragana moja, čemu ovaj strah? Na šta to pada tvoj pogled plah, bolesno na vrata, na prozor. Po hodniku odjekuje neznan korak, oko pozna noćna sata. Pred prozorom se crno drvo vije, na staklo kiša bije li bije. U vihoru stresaju se vrata, ne boj se, ne ustaj, nikoga tu nema. Dete tvoje u kolevci mirno drema, tvoj muž sedi u krčmi i pije. Bravo. Zdaj bi pa prosila, ker imamo enkratno priložnost, ker je tu še prevajalec, profesor Dimitrov, da še on prevere v bolgarščini. Sem meni zvod antologiji. Pa če prideš kar sem, da boš na kameri... O tem sem razmišljal prej. Ja, prosim. Ne more ne biti na kameri. Vse bomo počakali. Ja, seveda, ja. Evo, zdaj pa me vsi vidijo. Ja, tako. Ni bilo potrebno. Ne, absolutno je dobro. Ne, uspredno. Na tem ozadju ali spredju bi prebral raje odlomek iz Treh sester Čehova, ampak zdaj ne gre nekako. Takole. Se upravičujem, nisem bil pripravljen, evo zdaj takoj najdem. Ja, erotika. Prva pesem, 11. v bistvu. Щом от теб съм осиян, щастие, звездице свята. Като бродя из тълпата, всеки гледа ме засмян. Щом тъга ме връхлети, нощ студена ме обгръща. Всеки взор от мен извръща и се лутам без мечти. О небе, дари ми свят светъл, пълен с надежда. Нека моят поглед среща не тъга, а благодат. И шета друга. Не ставай, не ставай. О, Боже мой, как трепериш с устни и зъзнеш. Бушни се в мене. Не, треската пак се връща. Съвсем ще замръзнеш. Любима, кажи, от какво те е страх? Защо гледаш с поглед тревожен и плах прозорците там и вратата? При входа отмерени стъпки кънтят в среднощната таинствена доба. Вън вятър поваля дърветата свои, в прозореца бие ужасен порой, вратата от бурята хлопа. Не бой се, лежи, няма никого вън. Детето ти в люлката спи сладък сън, мъжът ти в кръчмата пие. Priložno se res. Zdaj pa še zadnja kombinacija prihaja, in sicer ruščina, španščina. Prosim, ker če pridete sem. Za bolgarsko, kar razumeš. Res je. In sicer iz Hiše Marije Pomočnice bomo brali. Hiša Marije Pomočnice. Dobile so kanarčka. Ves majhen je še bil in neumen in zmerom ga je bilo strah. Tudi pev še ni nič. Babica je. Je menila Pavla. Kako bo babica? Je ugovarjala Lojska. Saj sem pogledala precej. Kako pa se pozna, da ni babica? Je vprašala malči. Zadaj mu upihnem perje, pa pogledam. Čakaj, ti pokažem. Kletka je bila na mizi. Lojska je odprla vratica, toda kanarček je kričal, cvilil pretresljivo, kakor da bi prosil milosti. No, pusti ga, pa naj ne bo babica. Se je vdala Pavla. Ni ga treba dražiti, zbolel bo. Sestra Cecilija je obesila kletko na zid ob okno, prav poleg malčine postelje, tako da je škropilo po malči na posteljo in v obraz, kadar se je kanarček umival. Ej ti, Hanzek, zakaj me škropiš? Se je smejala malči in nevošljive so ji bile, da je škropil nanjo in da se je pogovarjala z njim. Hanzek je študiral. Gledal je živimi črnimi očmi po sobi, kakor da bi opazoval ter se čudil. In kolikor bolje opazoval, tem manj ga je bilo strah.
Če se je približala roka, rezike ali malče drobna roka, se najprej umaknil ter gledal napeto. Nato je polagoma iz tega vrat odpiral kljun in oči so zadobile nekako sovražno svetlobo. Zmerom bolj se je iztegoval vrat, perje na vratu in v glavi se je šopirilo, ježilo, perutnice so zamahovale, najprej na lahko, potem zmerom bolj hitro in srdito hreščeč glas je prišel iz tankega grla, kakor da bi brusil britev opili. Zakaj pa se jeziš, Hanzek? Se je hudovala Malči. Saj vidiš, da ti dajem vode. Kaj ne maraš vode? Casa de María Auxiliadora. Les regalaron un canario. Era muy pequeño y tonto y siempre tenía miedo y todavía no había empezado a cantar. Es una abuela, pensó Paula. ¿Cómo va a ser una abuela?, le contradijo Loiska. Le he mirado bastante. ¿Y dónde has visto que no es una abuela?, preguntó Malchi. Por detrás le soplo en la pluma y miro. Espera que te lo enseñe. La jaula estaba en la mesa. Loiska abrió la puerta, pero el pequeño canario gritaba y chillaba aterrorizado como si pidiera piedad. Bueno, déjalo. No es una abuela entonces, se rindió Paula. No hace falta que le molestes, se va a poner enfermo. La hermana Cecilia colgó la jaula en la pared al lado de la ventana que se estaba junto a la cama de Malchi, y así el canario le salpicaba la cama y la cara cuando se lavaba. Oye tú, Hanzek, ¿por qué me salpicas?, se reía Malchi y las otras le tenían envidia porque el canario le salpicaba a ella y ella hablaba con él. Hanzek estudiaba la escena mirando con sus ojos vivos por la habitación como si observara y se sorprendiera. Y cuanto más observaba, menos miedo tenía. Si se le acercaba una mano, la diminuta mano de Malchi o Résica, primero se apartaba y miraba fijamente. Después, poco a poco estiraba el cuello, abría el pico y sus ojos iban adquiriendo una luz hostil. Cada vez estiraba más el cuello y las plumas del cuello. Las de la cabeza se le hinchaban y se le erizaban. Batía las alas, primero suavemente y después cada vez más rápido, y una voz furiosa y rechinadora le salía de su garganta fina, como si afilara una navaja de afeitar en una lima. ¿Por qué estás enfadado, Hanzek?, se enojaba Malchi. ¿No ves que te estoy poniendo el agua? ¿No te gusta el agua? Обитель Марии Заступницы. Принесли канарейку. Она была еще маленькая и глупая, постоянно всего пугалась и совсем ничего не пила. Это самка, решила Павла. Какая же самка, возразила Лойска. Я ведь уже посмотрела. А как узнать, что это не самка? Спросила Малчи. Сзади растут перья и посмотреть. Погоди, я покажу. Клетка стояла на столе, Лойска открыла дверцу, однако канарейка пищала и жалобно чирикала, будто молила о пощаде. Ну, отпусти его. Пускай, тогда будет не самка, сдалась Паула. Не надо его тревожить, он заболеет. Сестра Цецилия повесила клетку на стену у окна прямо возле кровати Малчи, так что брызги летели на ее постель и лицо, когда птенец умывался. Эй, Hanzek, зачем ты на меня брызгаешь? Смеялась Малчи. И все завидовали, что он брызгал на нее и что она с ним разговаривает. Hanzek учился. Он разглядывал комнату живыми, черными глазами, будто наблюдал и удивлялся. И чем больше он наблюдал, тем меньше боялся. Если приближалась рука, маленькая рука Резики или Малчи, он сначала уворачивался и глядел настороженно. Потом медленно вытягивал шейку, открывал клювик, и в глазах его загорался какой-то враждебный свет. Он все больше вытягивал шейку, перья на шее и голове взъерошивались и топорщились. Он махал крыльями сначала потихоньку, потом все быстрее, и резкий хриплый крик вырывался из тонкого горлышка, будто ножом царапали по стеклу. Ты чего злишься, Hanzek? Возмущалась Малчи. Видишь же, я даю тебе воду. Разве ты не хочешь воды? Najlepša hvala. To smo zdaj slišali
v različnih jezikih in ob tej priložnosti bi se zahvalila tudi naši lektorici Hemi, ki je tudi pomagala pregledovati španščino in smo jo zdaj zagledali tule. Tako da jaz mislim, da lahko še vsi skupaj zaploskamo še enkrat. In počasi zaključimo, boste imeli še seveda čas za vprašanja. In jaz mislim, da tudi če Cankar še ni povsem svetovni, kot si mi želimo, da bi bil, je pa vendarle v tem letu naredil nekaj zelo, zelo, zelo globokega in lepega in sicer povezal nas je vsi, ki smo ga kakorkoli brali na drugačen način, se z njim ukvarjali, se mu približevali na drug način, tudi skozi svetovne dneve, skozi različne projekte, tako da Ivan, hvala. Torej, mi smo s tem zaključili, imamo še kaj, smo kaj pozabili? Ne, samo da si vzamete kartice, ki pridejo prav, ko boste brali knjige. Ja, ki so v bistvu kazala za te knjige. Knjig vam vseh ne moramo vsem podariti, tako da smo se odločili za kazala. Imate pa zdaj možnost, da kaj vprašate, kdorkoli, karkoli. Lahko jaz začnem. Prosim, ja. Mene zanima, mislim, da imate vse odklonilno mnenje do tega, ampak kako se to sploh zgodi in kako pride do tega, da se recimo v otroške knjige slikanice na recimo nekatere Cankarjeve črtice, mislih imam posebej Krušk, da recimo pol začetka pa konca krnine. Recimo na začetku on piše, da je veliko žensk v življenju nagovarjalo kakorkoli, ampak da je bila najhujša in na koncu ima še tudi eno refleksijo, še malo daljšo. In jaz sem brala eno slikanico pred kratkim in tega ni bilo. Je bil sam tisti vložen umestni del, oziroma glavni del brez. Je bilo kaj še pojasnilo zadaj v kompah? Ne. Samo slikanica za otroka, kjer se mi zdelo vredno vključiti nečesa, kar se misli, da otrok se ne razume. Mogoče imate si strokovnjakinja za mladinsko književnost? Ja, zdaj to, da je v slikanici ni problematično. Mi smo letos tudi imeli nagrajeno slikanico s skodelico kave z ilustracijami Petra Škerla. Ker danes slikanica tako malo, bom rekla, širi svoje meje, ni več namenjena samo otroški publiki in lahko imate tudi besedilo, ki je namenjeno odraslim v slikaniški obliki. Skratka, mi smo del vizualne kulture, svet je vedno bolj vizualen in avtorji so opazili potencial slikanice tudi za odraslega bralca. Zdaj, za ta vaš konkreten primer pa so verjetno sklepali v uredništvu obratno. Mi pa želimo to Cankarjevo črtico približati otroškemu bralcu, narediti z nje otroško slikanico in so se verjetno zaradi tega odločili, da pač to so uredniške samovolje, bomo rekli. Mislim, se vam zdi to prav, da so spustili dele besedila, ki je celotno besedilo, zaokroženo. Ja, temu se reče te prilagoditve, ki se delajo tudi s Shakespearovimi dramami, pa z biblijskimi zgodbami, da se besedilo približa določeni ciljni publiki. Vsaj pojasnilo verjetno bi bilo treba nekje v opombi, da je del besedila izpuščen. To ni integralna verzija Cankarjevega teksta. Ja, še kakšno vprašanje? Komentar, želja? Če imam en komentar. Prosim. Odkar ste rekli, da je Cankar svetovni klasik, me to malo odzvanja v ušesih in gledam, da vidimo, če je res. Mislim, se ne, da bom zdaj spovedala, je ali ni, ampak potem sem rekel, bomo pogledali recimo na južnoslovanskem prostoru in potem sem imel to čas, da sem šel s profesorjem Dimitrovom v Sofijo zadnjič in sem pač malo pogledal
preveril, kako in kaj, in sem rekel, ja, prihajam iz Slovenije. Pa je marsikdo rekel, Ivan Cankar, mi imamo pa Ivana Vazova in tako naprej. Pa sem videl, so povezvali Slovenijo s Cankarjem. Potem sem v knjigarni komaj dobil prevod erotike in sem rekel, pa dobro, no, se ste ga 3-krat tiskali, mislim, a res ni, no, na koncu sem ga najdel. Potem je bila pa predstavitev, no to je eno veliko potrdilo, da Bolgari toliko berejo nas. Potem smo pa imeli v bistvu predstavitev profesorjevega prevoda 3 dram in je govoril en profesor, kaj je bil? Ivo, Sadozar Ivo. Ja. In je pač govoril in sem ujel, da je vmes rekel, sej beremo tole pohujšanje, v bistvu je dolina Šentflorjanska Sofija, in pol je nadaljeval, ko sem tele te imam. Pol pa smo šli v Beograd in zdaj na to konferenco. Že to, da je konferenca v Beogradu bila in koliko je bilo tujih študentov iz 5 držav, v mestu, da je ena punca iz Nemčije, ki pač nima niti tako v nekakvi slavistiki tega ali pa tako vključenega Cankarja. No in potem se nekaj pogovarjamo in začnejo citirati pač, Kurenta, pa ti znameniti del, pa to povežejo lepo s Srbijo, pa potem se ukvarjajo s Hlapci, Hrbet se menja, bič ostane, ja, tako ko pri nas bič ostaja, mi se pa menjamo in tako naprej. In pa sem dobil ene par potrdil in zdaj, kar se meni tiče, so mi potrdili, tako da lahko počas zaključimo Cankarjevo leto, pa nadaljujemo s Cankarjem še ostalo leta. Ja, hvala. Še kakšno? Sem jaz bi komentirala, da je govoril pač zdaj v bivšem jugoslovanskem prostoru. Ja. Se mi zdi pa, že imamo, mislim, nekaj usporednic. Jaz sem Bolgarija, ni bila v Jugoslaviji. No, ampak pač v jugoslovanskem prostoru. Ne, ampak mislim, ampak pač Bolgarija zelo izstopa, mislim, po eni strani zelo ne izstopa, po drugi strani zelo izstopa. In glede na to, da je tam taka močna recepcija, se mi zdi, da je to nekaj relevantnega, in nekaj, kar se ne kontriram, ampak sam tako, da se mi je zdel, recimo, večja teža mi je bila to, da je v Bolgariji tako dobro sprejet, kot to, da je v Srbiji, ker v končni fazi tam obstajajo učbeniki Dimitrija Vučenova, ki so še vedno pač en učbenik je samo od Cankarjev nepredviden za srednje šole, potem pišejo tudi ostali profesori o didaktiki, kako je treba poučevati Cankarja v osnovni šoli, pač v višjih razredih, potem Marija Mitrović se ukvarja pač v monografijah z njim in tako naprej, ampak v Bolgariji, ki so bili pa vseeno pač dosti odmaknjeni od Jugoslavije, od slovenske književnosti in da recepcija je tako močna, mislim, da to je eno veliko in lepo potrdilo. A to tudi zato, ker imamo tako dober prevod? Absolutno, to je začetek in konec tega. Isto se bo zgodilo s Prešernom, ko ga prevedem. To. Ne povem, da tudi pol smo šli še pogledati Vladimirja, ki ga je profesor prevedel, in tudi v Plodinskem gledališču v Bolgariji. In tudi tam so predstave kar razprodane, tako da ne samo, da je Cankar odličen, očitno je tudi slovenska književnost vrhunska. Vidimo predstavo na tednu slovenske drame. Pripeljamo, Super, lepo. Irena, ti si še potem? Jaz bom eno vprašanje, ali imamo kakšne odzive, je zabeleženo, kako so pa študenti se mučili s temi prevodi. Ker to, kar smo tukaj slišali, je bilo videti zelo elegantno in zelo lepo. Najbrž pa, rekli ste, so bile korekture in tako naprej. A imamo kaj zabeleženo testi? Jaz mogoče lahko kaj povem z terena, da se temu reče. Zdaj, mi smo to upoštevali, da so to zdaj študente, ki so na zahodnih lektoratih ali pa te nekako nam jezikovno bližje skupine, že to je v izhodišču razlika, da so nekateri začetniki, nekateri izpopolnjevalci, torej zelo različnega znanja, zato so tudi odlomki različno dolgi. Tisti, ki ste že pogledali odlomke, vidite, da so kakšni samo nekaj vrstic, pač nekateri cel prizor, cel košček romana, tako da so že v izboru mečkaj smo to skušali tudi kakšne lažje dati za tiste, ki jim bo šlo težje. Drugače pa ja. Jaz sem bila ravno zdaj v času svetovnih dnevov na lektoratu v Bruslju in Londonu, ravno zato, ker so to tiste točke, kjer je študentom
ene od tistih, kjer jim je najtežje, ne? Ker nimamo ne skupne zgodovine, ne skupnega nekega jezikovnega konteksta. In ja, študenti so poročali, ja, bilo jim je zelo težko, so se namučili, ampak prevajanje je vendarle ena taka intimna izkušnja, ko stopiš v avtorjeve besede, v avtorjev slog, in ko so se oni enkrat čez to pregrizali, je njim to tako nekako naravno zvenelo. In na teh predstavitvah potem so tudi brali te svoje odlomke, recimo iz dramskih tekstov, oni so se tako uživeli v to, ker jim je bilo tako naravno, oni so odigrali, kot bi bili vsi igralci. Ne? Skratka, ja, na začetku velik napor, ampak s časoma pa potem tudi vedno več užitka. To je zanimivo, ne? Mislim, da Cankar kljub temu, da ga vsi doživljamo kot velikega umetnika in stilista, deluje naravno. To je meni največji problem. Jaz sem imela občutek Prešeren, vse je grozen, ne? Dni mojih lepša polovica kmalu. Mislim, kakšna sindaksa je to, ne? Nič groznega ni oprosti. S tem, da mogoče je mečken bolj, ker pač Cankar ne samo, da je zdaj zahtevan jezik, to je jezik pač začetka 20. stoletja. Tako da jaz imam občutek, da so prevajali, recimo v mojem primeru, v sodobnejšo angleščino, sodobnejšo francoščino. Tako da zato tudi je bilo zelo tekoče in je zelo moderno zvenilo. Max in Kantor, oni so bili čisto navdušeni na tem, to se je njim zdela, da to je zdaj Anglija. Tako, v teh dveh likih so res začutili, ker oni dva sta res kot bi bila za enega karakternega, dobrega karakternega angleškega filma. Z enimi vrhunskimi igralci bi oni to lahko uprizorili. Ali pa recimo, mi smo imeli primer Grudnovke v francoščini. Ona je res dama, mislim, ona v francoščini zveni popolnoma naravno. Tako kot te saloni, kjer so vsi govorili slovensko, francosko, nemško, kjer so z lahkoto preklapljali tudi med jeziki, recimo. Tako da, ja, to je posebna izkušnja. Ja, še kaj? No, mogoče še ena z področja jezika. Res so vsi prevajali tako, kot so imeli zmožnosti. Tam, ko so študiji slovenščine, tam jim je šlo lažje. Zagotovo v državah nekdanje Jugoslavije so prevedli čisto vsa besedila, recimo tudi to je pomembno. No, v knjigi pa je tudi albanščina, čeprav v Albaniji nimamo lektorata slovenščine, ampak včasih so na lektorati tudi študenti, priseljenci, živeči, ki jim tisti jezik, tiste države ni njihov materni jezik. In študentka v Pragi je prosila lektorica, če lahko prevaja svoj materni jezik, ki je albanščina. Če jaz uspela dan, jaz sem lani bila v Pragi in to študentko sem ravno lani učila slovenščino. Kako mi so vedela rekla? In ona takrat sploh še ni znala vsi enega stavka sestaviti. In potem jaz poročila letos, da je pomagala pri tej knjigi in sem res da ponovno pri nas in na njo zavedati, da je ona v bistvu na Erasmusu lani bila, letos študira in je slovenščina rekla prav zaradi v bistvu teh prevodov, ki jih je naredila oziroma ki ga je naredila, toliko bo zategila in bo se tudi smerila študij slovenščine, ki ga primarno tukaj primarno iniciira. No. Jaz bi tukaj še dodala, zdaj ste nas upozorili. Za študente to deluje, jih zelo motivira, ker imajo občutek, da počnejo nekaj smiselnega, ki je usmerjeno v nek rezultat, v nek projekt. In to je čisto drugo, kot delati spet 20 list ne vem katerih glagolov. Skratka, nekaj, kar je usmerjeno, kar ima nek smisel, nek cilj in zelo povsodno je zanimanje za Cankarja in mislim, to je bil tudi eden od namenov takega projekta, ravno to, poiskati ljudi, ki bi jih Cankar zanimal, ki bi mogoče ga potem tudi prevajali, seznaniti širšo javnost s Cankarjem. Tako da gotovo to tudi prispeva k prepoznavnosti avtorja povsod po svetu. Zadnjič, ko sem bil v Novem Sadu, pa sem imel na slajdu, oziroma prosojnici Cankarja, pa sem pričakoval, ne vem, nisem sploh vedel, da bodo kaj posebej bili nadušeni ali pa ne, ker sem pač dal pisal Slovenija, pa zraven slikca, pač oni so bili, Cankar, in že to me čisto raznežilo, pa sem na koncu rekel,
Ni težak, mislim, kako ste na lektoratu, a ne? So bili, ne, on je božanski. Sploh niso šli v to, je on težak, ali ni, oni so ga hoteli brati, a ne? In ga berejo in so čisto navdušeni. Isto v Beogradu, ta Darko Ilin, ki je prevajal tole, ne vem, mislim, da Cankarja bere zadnje leto. Prav, ura je že taka, da lahko samo še tisto misel ponovimo, torej Cankar nas združuje in jaz si želim, da bi nas tudi v naslednjih letih, ko ne bodo obletnice, nekaj včasih je tako, da potem kar pozabimo, pa da bo to nas vodilo še naprej, da bomo še posegali po Cankarjevih knjigah in se vsem vam, ki ste nas danes poslušali, lepo zahvaljujem. Zelo študentom, s katerimi že vse skozi skupaj delamo in ki so nam danes pripravili še literarni večer s pomočjo branja. Hvala vsem. Hvala.